O, pozdravljeni, dragi otroci. Veseli me, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Danes pa so z nami ene velike živali, ki jih žal ni več med nami, ampak v knjigah pa še obstajajo. Danes bomo spoznali enega čudovitega dinozaura, ki mu je bilo ime Piko. To je Piko dinozaver. Pravljico Piko dinozaver je napisal Leopold Suhodolčan, ilustrirala pa Marjanca Jemec Božič. To je zgodba o dečku, ki ni imel psa. Dečku je bilo ime Benjamin, Piko pa bi bilo ime psu, če bi ga imel. Kadar so ga obiskali prijatelji s svojimi psi, je bil samo Benjamin brez njega. Sosedje so zmajevali z glavami in govorili: kakšen pasji dan. Ko pa je Benjamin zvečer legel v posteljo, mu je pritekal nasproti pes iz sanj. Ime mu je bilo Piko in bil največji pes med kužki. Imel je ušesa kot pentlje, rep kot kraljevska pahljača, zobe kot tipke na klavirju. Lajal je dvoglasno in jedel je le mehko belo perje iz pustelne plasine. Bil pa je pes z veliko napako. Benjamin ga ni mogel pri belem dnevu peljati na sprehod in ga ni mogel pokazati svojim prijateljem. Stric ga je zmerom tolažil. Boš videl, Benjamin, nekega dne boš imel psa, ki bo tekel hitreje od tvoje sence in bo zavohal sled izpred 1000 let. Teta pa je rekla: še kaj, pasje marcine pa že ne. Še v cvetlični lonček se ne bo polulal. Toda nekega čisto navadnega dne je Benjamin na vogalu stolpnice zagledal na tleh pasjo vrvico. Stekel je k njej in jo pričel vleči k sebi. Tedaj pa je ugotovil, da se vrvico drži tudi glava, ki se je brž prikazala izza vogala. Benjamin je potegnil znova in zdaj se je primajal še dolg vrat. Še je vlekel za vrvico in vlekel in vlekel in vlekel. In žival je postajala vse večja in večja in je njen hrbet že segal do vrha 4-nadstropne hiše. Ojej, ta je pa največji, se je razveselil Benjamin, nato pa stopil k njemu, ga pobožal po glavi in ga prijazno ogovoril. Povej, čigav si, kako ti je ime? Velika žival pa je spustila glavo še nižje k njemu in prijazno mežikala. Ko pa je pomahala svojim repom, je naredila tak veter, da je odnašalo perilo, ki so ga sušili na balkonih. Najbrž si sirota brez doma, je rekel Benjamin in jo znova pobožal. Prosil bom mamo in očeta, če te lahko obdržim. In že vem, ime ti bo Piko. Prav tedaj je prišel iz hiše stric. In ko je zagledal Benjamina in veliko žival, mu je klobuk kar zaplesal na glavi. Ker pa je bil stric pogumen in tudi učen mož, se je popraskal pod klobukom in rekel: Ja, kaj pa misliš, Benjamin? Pa se to je vendar dinozaver. Benjamin pa se je nasmehnil in rekel: Ja, prav, pa naj bo Piko dinozaver. Stric pa je razlagal še kar naprej. Veš, Benjamin, dinozavri danes ne živijo več. Ja, kako da ne? Kar poglej, stric, kako je živ. Benjamin je povlekel za vrvico in dinozaver je začel poplesavati po dvorišču. Bum, 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 je odmevalo na vse strani. Razposajeno se je povaljal po pesku, da se je delal peščeni veter, se postavljal na zadnje noge in radovedno kukal skozi okna hiše. Ljudje so preplašeni zapirali okna in vrata, se skrivali v omare, pod postelje, pod mize in pod preproge. Teta je z najvišjega balkona na ves glas zaklicala: Benjamin,
da mi ne pripelješ te mrcine v hišo. Prav zdaj sem počistila tla. Nato je zbežala v stanovanje in 7-krat obrnila ključ v vratih. Stric se je z obema rokama držal za klobuk in modroval. Vidiš, Benjamin, ta dinozaver najbrž ni hotel jesti špinače. Zato je tako dolgo rastel in šele sedaj hodi po svetu. Benjamin pa si je zaželel le eno. Peljal bo Pika po mestu, da ga bodo videli prijatelji in vsi meščani. Potegnil je za vrvico in Piko dinozaver je pohlevno stopil za njim. Prijatelji so mu prav tedaj prihiteli naproti s svojimi psi in kužki. Benjamin se jim je smehljal in ga predstavil. Ime mu je Piko, Piko dinozaver. Prijatelji so zazijali kot najbolj nenaspani krokodili. Njihovi kužkasti psi in pasji kužki pa so kot preplašene bolhe tekali okrog Pika dinozavra. Saj ga lahko pobožate, je vabil Benjamin. Vendar se Piku nihče ni upal približati. Kje pa si ga dobil? So ga spraševali. Kar pritekel je odgovoril Benjamin. Piko je segel k drevesu in slastno pogoltnil nekaj vej, kar z listi vred. Pes, ki žre listje in travo, so se nasmehnili dečki. Tedaj pa je Piko zamahnil z repom. Psi in kužki so glasno zacvilili in se razbežali. Strahopetci pa taki, se je zasmejal Benjamin. Potem je Benjamin nasmejan odkorakal in za njim se je počasi pomikal Piko dinozaver. Kdaj pa kdaj je z glavo zatresel s cestno svetilko, s trebuhom oplazil semafor in z repom udaril po reklamah. Zavila sta na glavno ulico, kjer so bile največje trgovine, gostilne, banke in pisarne. Ljudje so bežali v hiše, avtomobili v garaže. Benjamin je hodil posredi ulice in se večkrat ozrl k Piku, ki se je ustavljal ob velikih izložbah. Ko pa je našel cvetličarno, si je vzel iz nje največjo in najlepšo cvetico. Benjamin je čakal, kdaj jo bo požrl, toda Piko dinozaver jo je nežno obdržal med zobmi. Benjamin se mu je nasmehnil in že sta krenila dalje. Benjamin s cvetom v roki, Piko pa s cvetom v gobcu. Pred trgovino s sadjem in zelenjavo pa se je Piko dinozaver ustavil in ni hotel več dalje. Benjamin je potrkal na vrata in okna in klical. Imate kaj korenja in peteršilja za mojega Pika? Imamo, so odgovorili preplašeni trgovci. Imamo in vse mu damo, zastonj mu damo, samo pojdite čim prej odtod. Odprli so vrata na stežaj in se poskrili. Piko je najprej položil na tla pred trgovino svojo cvetico, nato pa je mimogrede spraznil vso trgovino s sadjem in zelenjavo. Pojedel je tudi police, ker so bile zelene barve. Nato si je spet zadovoljno vtaknil cvet v gobec in sta se odpravila naprej. Spotoma je Piko dinozaver pohodil še 3 stare avtomobile, porušil 3 razmajane hiše in z repom pometel 3 visoke kupe stare šare. In tako sta prispela v mestni park, kjer so se igrali otroci. Najprej so se poskrili za grme in radovedno kukali k njima. Ko pa so videli, kako Benjamin pleza po Piku in se nato nasmejan spušča po njegovem hrbtu, so se pridružili njegovi igri. Kamor pa je Piko stopil svojo težko nogo, je naredil velike luknje in otroci so se lahko igrali v njih. A že so se zbrali okrog Pika dinozavra meščani in prisopihal je tudi župan. Sreča je prišla v naše malo mesto, je oznanil župan. Otroci so zastonj dobili tobogan, ki jim ga nismo mogli kupiti. O, to pa ne, je zaklicalo nekaj meščanov. Uporabili ga bomo namesto buldožerja, da nam bo rušil stare hiše in kopal jame. To pa tudi ne in ne, so jih preglasili drugi. Imejmo ga, da nam bo pometal ulice. O, še kaj, to pa sploh ne. Zgradimo zanj velik šotor in ga razkazujmo svetu.
Imeli bomo denarja, kot smetja. Benjamin jih je zmedeno poslušal, nato pa je zaklical. Piko, domov morava, takoj. Potegnil je za vrvico in že sta pohitela dalje. Meščani so gledali za njima in niso mogli priti do sape. Nenadoma se je Piko spet ustavil. Piko, si še lačen? Piko dinozaver je prikimal z glavo. Glej, tam je zelenjavni trg, tu me počakaj. Benjamin se je kmalu vrnil s polnim naročjem korenja, zelja, peteršilja in solate. A Pika dinozavra ni bilo več. Benjamina je stisnilo v grlu in šele tedaj je opazil, da stoji pred visoko hišo, na kateri piše muzej. Pri njih bom vprašal, če so ga kaj videli, je pomislil in vstopil. Kako se je razveselil, ko ga je zagledal sredi velike dvorane. Stal je tiho in nepremično in se mu prijazno smejal. Benjamin je stopil k njemu in mu položil k nogam polno naročje zelenjave. Približal se mu je mož s okroglo kapo, mu položil roko na lase ter rekel: Lepo, da tako skrbiš zanj. Zakaj pa stoji tako mirno in tiho? Je vprašal Benjamin. Fant, utrudil se je. Utrudil od dolge in naporne poti, je zamišljeno rekel mož s kapo in se znova zazrl v Benjaminove oči. Zdaj pa pojdi domov. Jutri ga spet lahko obiščeš. Prav, pa naj me tu počaka, je prikimal Benjamin. Doma tako nimamo dovolj velike utice, da bi ga lahko spravil vanjo. Tako. To je bila zgodba o Piko dinozavru. Simpatičen tale Piko dinozavr, kaj ne? Če vam je bil všeč, potem vam bodo zagotovo všeč tudi vse ostale pravljice, ki sem jih pripravila za vas. Kliknite na moj knjižni kotiček in poglejte še vse ostale pravljice, ki čakajo na vas. Sedaj pa bom tudi jaz s temile dinozavri odkorakala naokrog. Lepo se imejte, otroci, in se vidimo prihodnjič. Čau, čau! Pojdimo. Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Na današnji soncem obsijan dan sem izbrala prav posebno lokacijo. In sicer smo se odločili, da odidemo v Ljubljano, v naše glavno mesto. In tako sem izbrala Robov vodnjak, ki se nahaja tik ob mestni hiši, kjer uraduje župan. Mogoče ne ta župan, eden izmed prejšnjih županov, pa je ponudil službo enemu zmajčku. A veste kateremu? Ja, tukaj se skriva Zmaju Direndaju. Torej, današnja pravljica, ki jo bom prebrala za vas, je pravljica z naslovom Zmaj Direndaj. Pravljico je napisal Kaje Tankovič, za ilustracije pa je poskrbela Jelka Reichman. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tej pravljici. Nekoč je živel zmaj. Pravzaprav ni bil zmaj, ampak zmajček. Imel je debele oči, zmajski rivček, šilasta ušesa in dolg rep, ki je bil tudi zašiljen. Potepal se je po mestu in po deželi in je bil nasploh zelo radoveden. Še posebej rad pa je imel zmešnjave. Zato so ga klicali Zmaj Direndaj. Če je srečal kakšnega kosmatega mačka ali kakšno drugo žival, je takoj rekel: Prosim vas. To ni pomenilo, da ga v resnici zakaj prosi. Slišalo se je tako, kot bi hotel reči: Kaj pa vi tukaj? Ali kaj pa si mislite? Ali kako si upate biti na svetu? Ali kratko malo, zakaj tudi vi niste zmaj? Mački se za takšna vprašanja niso menili in so šli svojo pot. Zmaj Direndaj pa je znal prosim vas povedati tudi po francosko. Malo je ponosljal in malo pogrknil in je rekel: Je vous en prie?
In zato so ga hodili gledati mnogi tujci, ki so obiskali zmajsko mesto. Nosili so mu lizike in so se hoteli z njim pogovarjati. Ampak zmajček ni znal nobene druge francoske besede. Tujce je samo debelo gledal, lizal lizike in včasih rekel Je vous en prie? In tako so se tujci odpravili naprej, zmajček pa je preštel lizike, si jih nekaj spravil za slabe čase in se šel potepati po mestu. Toda celo življenje ni mogel lizati lizik. Zmajček je odrasel in v mestu so dobili novega župana. Ta je rekel, da zmaji niso na svetu zato, da bi nagovarjali mačke in tujce, ampak da morajo tudi delati in je dal vse brezposelne zmaje poloviti. In tako so v županovo pisarno pripeljali tudi zmaja Direndaja. Od jeze je pihal kot 3 zelo hudi angorski mački. Na pol užaljeno, na pol ujezno pa je rekel: Prosim vas. To naj bi pomenilo, kdo pa sploh ste vi? Ali kaj vam pride na pamet? Ali celo 300 zelenih zmajev? Župan pa je le zamahnil z roko in rekel: Nič ni treba prositi, postal boš stražnik na mostu. In tako je zmaj Direndaj dobil službo. Sprva mu je bilo kar všeč. Na mostu so razen njega čepeli še 3 zmaji. Eden od njih je bil njegov bratranec in tudi druga 2 sta bila prijazna. Mimo njih so hodili na bližnji trg zmaji in zmajklje. In ko je zmaj Direndaj nekoč požvižgal pri kupni zmajčici, mu je njena mama pripeljala eno okrog krivca. In potem nekaj dni ni mogel žvižgati. Zato je odtlej raje gledal po reki in čakal, kdaj bo priplavala pisana ladja. Ko je bil še majhen, mu je mama za uspavanko govorila: Po vodi plava, ena ladja pisana. Zdaj pa ladje ni bilo od nikoder, ne pisane, ne bele. Zato je povprašal bratranca, kako je tukaj z mornarico. Ta pa je rekel: Tu se vozijo samo podmornice. To pa je res dolg čas, je rekel zmaj Direndaj. Potem je sklenil, da bo svojim otrokom, če jih bo kdaj imel, pel drugačno uspavanko. Pod vodo plava, ena plava podmornica. In ker podmornic ni mogel videti, si je spet začel gledovati mimo idoče zmaje. Bili so debeli in suhi, lepi in grdi, majhni in veliki. Mnoge zmajklje so imele po 2 podbradka. Zmajčice pa so se valile čez most kot frnikole. Vsak dan je videl iste obraze in čez mesec dni jih je znal že na pamet. In začel se je dolgočasiti. Pomišljal je, kako bi si življenje malo po Direndaju. In nekega jutra se je prebudil zelo dobre volje. Sanjalo se mu je, da je bil na tekmovanju sladkosnedih zmajev. Dobil je prvo nagrado, ker je v 1 uri pojedel eno večjo in 2 manjši tovarni čokolade. Zato je v kopalnici tako čofotal in škropil, da bi bilo kmalu več vode na tleh, kakor v banji. Potem je začel žvižgati in nazadnje je rekel: Ne grem v službo. In ko je zaslišal te besede, se je malo začudil. Pogledal je po sobi, če ni še kje kakšen zmaj, ki pravi, da ne gre v službo. Toda nobenega ni bilo ne levo, ne desno, ne pod posteljo in ne v omari. Zmaj Direndaj se je malo popraskal po debelem tilniku in rekel: Prosim vas. To naj bi pomenilo: Torej sem jaz tisti, ki ne grem v službo. To ga je zelo razveselilo. Zaklenil je vežna vrata in odšel proti mestu. Stražnemu mostu je oddaleč pokazal osle in zavil proti trgu. Ker se mu je sanjalo v čokoladi, je bil že na vse zgodaj lačen. Hodil je med stojnicami in cedil sline. Potem si je kupil lubenico. Bila je velika kot hlebec. Stisnil je pod pazduho in korakal mimo tržnic ob reki. Mislil je, kako lepo bi bilo, če bi imel 7 glav kakor zmaji v starih pravljicah. Zadovoljno si je zabrundal. 7 glav in vsaka hrusta, kar ji pade v lačna usta. Medtem je po drugi strani reke stopal žalostni Berni in ni bil čisto nič dobre volje. Tega je bil kriv zmajski župan, ki je zjutraj obiskal gasilce in si ogledal novo šolo. Ko je korakal čez stražni most, se mu je zazdelo, da je nekaj narobe.
Najprej je pomislil, da most visi. Potem pa je začel šteti zmaje. Naj je štel od spredaj ali od zadaj, od leve ali od desne, zmeraj je naštel samo 3. Kako torej, je rekel jezno, se že spet potepajo. Tako je dal poklicati žalostnega Bernija. Žalostni Berni pa je bil bernardinec in glavni stražnik v zmajskem mestu. Služil je že pod 7 župani. In ko je bil še mlad in postaven, so ga klicali Lepi Berni. Toda pod vsakim novim županom je postal malo manj lep in malo bolj otožen. In tako se ga je z leti prijelo ime Žalostni Berni. Zdaj je stal pred županom kot precej velik kup nesreče. Hotel je salutirati, pa se mu ni najbolj posrečilo. Kaj je s tabo? Je rekel župan. Si že na vse zgodaj pijan, kaj? Ne, je z vročo sapo odgovoril Berni. Na duha, na duha. To, kar prihaja od tebe, ni na duha, je rekel župan. Ampak duh po rumu? Če si zares bolan, boš šel v zdravilišče. Ampak še prej boš poiskal zmaja Direndaja. Ga bom že naučil kozjih molitic, pa tudi tebe, če ga ne najdeš. Razumeš, kaj? Razumem, je rekel Berni skozi zobe. Potem je salutiral in odkorakal. Ni vedel, ali naj bo jezen, žalosten ali hud, kar ga je župan že na vse zgodaj tako okregal. Zato se je za prvim vogalom ustavil. In kot pravi bernardinec je nosil pod vratom na ovratnici pripet sodček ruma. Zdaj je iz njega pošteno potegnil. In po tem kravjem požirku se je odločil, da bo hud. Zapel si je pesmico. Zgodaj zjutraj, pasje dlaka, Berni pes na lov koraka. Hudobelska, strašna laja, išče zmaja Direndaja. Seveda pa žalostni Berni sploh ni bil hud, ampak se je hudega samo delal. In ko je pretekel že 7 ulic, 2 podvoza in 4 trge, je nesrečnega zmaja zagledal na največjem mostu. Naslanjal se je na ograjo in jedel veliko rdečo lubenico. 100 mačkov, je rekel Berni. Tako torej, tukaj si. Prosim vas, je rekel zmaj Direndaj, tukaj sem. Zakaj pa nisi v službi? Je vprašal Berni uradno in ga s taco potrkal po trebuhu. Kar tako, je rekel zmaj Direndaj in pljunil peško čez ograjo. A kar tako, ga je oponašal Berni. Pa v reko pljuvaš tudi kar tako, a ne? Kje pa, je rekel zmaj Direndaj. Peške učim plavati. Ti bom že dal peške, je rekel Berni. Me veseli, je rekel zmaj Direndaj. Najrajši imam bučnice. 200 mačkov, se je zdaj razjezil Berni. Ti se kar norčuj, ampak jaz te bom odpeljal k županu. Odlično, je rekel zmaj Direndaj. Prav rad bi ga spet videl po dolgem času. Vrgel je olupek lubenice v reko in nato sta odkorakala proti županovi pisarni. Zmaj Direndaj spredaj, Berni pa za njim. Ko sta prišla mimo gostilne pri Zlati Puri, je zmaj Direndaj bil že spet lačen. Kaj, ko bi šla na malico, je rekel. Mrš naprej, je zarenčal Berni. Nekaj časa sta hodila molče, pred gostilno pri žejnem zmaju, pa je Direndaj spet poskusil. Kaj, ko bi šla na čaj? Naprej, je ukazal Berni. Iz tretje gostilne pa je zadišalo po klobasah. Pred vrati se je svetil napis Pri pasji radosti. Tokrat se Berni vabilu ni mogel upreti. Vstopila sta in sedla za veliko mizo. Berni si je naročil pasjo radost z gorčico, zmaj Direndaj pa 3 hrenovke. Ker so mu teknile, si je dal prinesti še 3 kranjske klobase. Potem pa je bil še bolj lačen. Tako je zahteval 4 naravne in 5 dunajskih zrezkov. Zraven je pospravil 6 škafov solate, 7 gajbic krompirja in 8 različnih prikuh, vmes pa je spil 9 litrov ribezovega soka. Berni pa je medtem komaj pojedel pasjo radost. Gledal je zmaja in od začudenja je imel oči velike kot mlinske kamne. Zmaj Direndaj pa je imel oči zmeraj manjše, zato pa trebuh napet kot vojaški boben.
vendar je za posladek pospravil še kolobar sira, čokoladno torto, orehovo potico, 12 palačink in 3 prohorske omlete. Potem si je globoko vdahnil in rekel: prosim vas. In to naj bi pomenilo: zdaj sem pa za silo sit. Upam, je rekel Bernie. Plačala sta in se odzibala k vratom. Tam pa se je ustavilo. Zmaj direndaj je bil tako širok, da ni mogel skozi. Pa počakati morava, da se malica uleže, je rekel. Malica, je prestrašeno rekel Bernie. Vsak čas bo kosilo in potem bo že spet lačen in potem bo še slabše. Raje te bom potisnil. Bernie je napel vse moči in zmaja direndaja zagozdil med vrata, tako da ni mogel ne naprej in ne nazaj. Pritekel je gostilničar, pritekli so gostje, potiskali so in potiskali, a zaman. Gostilničar je zato poklical debelo Julo, kuharico, ki je spadala v težko kategorijo. Ta je širok in zamahom odrinila potiskače, se prijela z rokami za podboje in nastavila nogo na zmajev zadek. Potem pa je rekla: horuk! In porinila s tako silo, da je zmaj direndaj odletel čez strehe kot topovska krogla in je pristal šele v bližnji mestni okolici. Najprej se mu je v glavi tako vrtelo, da je namesto prosim vas rekel je vous en prie. Potem pa je videl, da ni padel med Francoze, ampak na travnik. Čisto blizu je tekel potok, malo naprej pa je bil gozd. Zmaju direndaju je kraj ugajal. Začel se je klatiti in potem se je klatil kar 3 dni. Jedel je koruzo in gobe ter spal prvi dan pod hrastom, drugi dan pod gabrom in tretji dan pod jelšo. Potem pa se je klatenja naveličal in se je vrnil v mesto. Tam se je medtem marsikaj zgodilo. Najprej je hotel žalostni Bernie zapreti debelo Julo. Ti si kriva, je strogo rekel in jo s taco potrkal po trebuhu, da je zmaj direndaj ušel. Debela Jula je Bernieja prijazno počohljala za ušesi. Poslušaj, Fifi, je rekla, ali hočeš, da tudi iz tebe naredim leteči krožnik? Bernie tega ni maral in je užaljen odšel. In ko je bil zunaj, je postal zelo hud. Rekel je: 300 mačkov in Jula mula in še druge take stvari. Vendar ga nihče ni poslušal. Potem pa je odkorakal v svojo pisarno. Tam se je napil ruma in še isti dan razposlal tiralico za zmajem direndajem. Ko se je ta čez 3 dni vrnil v mesto, pa je na zidovih zagledal živobarvne plakate. Ustavil se je in bral: iščemo zmaj direndaja, ki županu nagaja, ki nič ne dela in samo je. Kdor ga vidi, najbrž pove. Za nagrado dobi za boj s čokolado. Zmaj direndaj se je med branjem kar topil od zadovoljstva. 3krat zaporedoma je rekel: prosim vas, kar naj bi pomenilo prvič: to pa je res imenitno. Drugič: takšnega zmaja pa še ne. In tretjič, kratko malo: slava meni. Seveda se ni ustavil samo pri prvem, ampak tudi pri drugem in tretjem in 4. plakatu in je vsakega posebej prebral. Pri 5. pa je postal lačen, pri 6. pa mu je prišlo nekaj na misel in ko je bral še 7., je odločno odkorakal proti mestni hiši. Župan in žalostni Bernie sta sedela v pisarni in župan je ravno hotel prilepiti znamko na pismo. Poslinil jo je, a ko je pri vratih zagledal zmaja direndaja, je le malo manjkalo, da ji ni požal. Prosim vas, je rekel zmaj direndaj, prišel sem po čokolado. Bernie je skočil kviško in rekel: v imenu postave, mir, je zaklical župan in si pulil znamko z jezika. Pripeljal sem mene, je rekel zmaj direndaj, in bi rad nagrado. Nagrado? Je ponovil župan, ki si je končno odtrgal znamko z jezika in jo prilepil na pismo. Dobil jo boš. Samo drugačno. Pravi se ji kruh in voda in pogled skozi rešetke. Si že slišal za to, kaj? Ne vem, kaj imate v mislih, je rekel zmaj direndaj in napravil nedolžen obraz. Zakaj nisi na mostu? Je zagrmel župan. Na mostu je dolg čas, je rekel prijazno zmaj direndaj. Dolg čas, je rekel župan posmehljivo. A meni pa ni dolg čas. Kaj? Nekaj je treba delati. Ti bi pa samo jedel, kaj?
Čokolado, je rekel zmaj Direndaj. Joj, je rekel župan in se prijel za glavo. Temu pa ni pomoči. Kaj naj napravim z njim? Dajte mu drugo službo, je predlagal Berni. Kakšno pa? Je rekel župan. Saj nič ne zna, zato smo ga dali za stražnika. Je sploh kdaj kaj delal? Lizal je lizike. Je to kakšno delo, kaj? Lahko pa lepi znamke, je rekel Berni. Znamke? Je ponovil župan in se podrgnil po jeziku, kot da bi tam še zmeraj imel znamko. Mogoče pa res? Meni vzame to preveč časa. On pa ima dolg, moker jezik. In tako je zmaj Direndaj postal glavni znamkolepilec zmajevskega mesta. Pred magistratom si je postavil leseno hišico in v njej lepil znamke za župana in za vse druge, ki so to želeli. Da mu ni bilo dolgčas, je vsako 10. znamko prilepil na robe, vsako 100. pa požrl. Spet so ga hodili gledat tujci in zmaj Direndaj je, če ni imel ravno znamke na jeziku, govoril: prosim vas in je vous en prie. Nosili so mu lizike, ki jih je lizal v prostem času. Včasih ga je obiskal tudi Berni, ki se je v zdravilišču iz žalostnega spremenil v veselega Bernija. Na njegovo pismo je zmaj Direndaj prilepil najlepšo znamko. Potem pa sta skupaj odšla v gostilno pri pasji radosti. Z previdnosti in za vsak primer sta zmeraj sedela na vrtu. Ja, tale zmaj Direndaj je bil pa kar posrečen, malo samovoljen, a na koncu je le našel službo zase. Če vam je bila ta pravljica všeč, potem vam bodo zagotovo všeč še kakšne druge pravljice, ki že čakajo na vas na kanalu Moj knjižni kotiček. Lepo se imejte, otroci, uživajte, kmalu pa se zagotovo spet vidimo. En čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes pa sem obdana z medvedki, s plišastimi medvedki, ki mi bodo delali družbo. In sploh ne dvomim, da vi, otroci, poznate tega medvedka, kaj ne da ga? Seveda, to je znani Piki Jakob. Tudi sama sem v svojem otroštvu poslušala mnogo njegovih pravljic in to zelo velikokrat. Zato sem se odločila, da jih tokrat, vsaj nekatere, preberem tudi vam. Tako, predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljicam. Knjigo z naslovom Moj prijatelj Piki Jakob je napisal Kaje Tanković, za ilustracije pa je poskrbela Jelka Reichman. Kdo je Piki? Piki je medved. Piki ne stanuje v gozdu, ne v živalskem vrtu, ne v cirkusu, ne v trgovini. Piki stanuje v bloku, v 4. nadstropju, na polici za igrače. Piki je ime Piki, čeprav ni pikast. Tako mu je pač ime. Ni namreč vsakdo belec, ki se belec piše. In tudi vode ne pije vsakdo, ki se piše vodopivec. In tako je tudi Pikiju ime Piki. Piki hodi v medvedjo šolo in ima učitelja, ki ni medved, ampak fantek. Jaz sem učiteljev oče in zato dobro poznam Pikija in učitelja. Včasih se skupaj igramo Človek ne jezi se. S Pikijem se dobro razumeva, z učiteljem pa imamo včasih težave. Piki zmeraj pametno molči, učitelj pa mi včasih ugovarja. Nič ne pomaga, če mu rečem, da sem jaz ravnatelj. Pikiju ni nikoli dolgčas. Vsako jutro se z medvedjo kočijo, v kateri je nekoč učiteljeva starejša sestra prevažala punčke, odpelje v medvedjo šolo. Z njim se peljejo tudi drugi medvedi in vseh skupaj je za cel medvedji avtobus. 2 ali 3 je ime Marko, eden je Filip in majhni medvedki je ime Timika. Potem so tukaj še Josip, Jupiter, Benjamin in Floki, ki sicer ni medved, ampak pes, vendar hodi v medvedjo šolo, ker posebne pasje šole še nimamo. Vsi se pišejo Jakob. Tudi Piki se tako piše.
In kadar ga učitelj v šoli pokliče, pravi: Piki Jakob, pridi k tabli. Sicer pa je Piki glavni. Z učiteljem spiva v isti sobi in zato je Piki včasih tudi leteči medved. Ko se učitelj zjutraj zbudi, pogleda, ali jaz še spim, in mi vrže medveda na glavo. Piki prileti elegantno kot helikopter in me poščegeta po nosu. Tako se zbudim in zaradi tega mu včasih rečem medved budilka. Zvečer gre Piki spat z učiteljem. Pripovedujeta si pravljico v medvedjem jeziku, ki ga jaz ne razumem. In kadar me ima učitelj posebno rad, položi Pikija k mojemu vzglavju in ko grem po noči v posteljo, me Piki poboža, tako kot tudi jaz pobožam njega in učitelja. Ker ne znam medvedjega jezika, si ne pripovedujeva pravljic in hitro zaspiva. Vendar je Piki zelo izobražen. V sanjah se včasih pogovarja po francosko. Pravi, da je bil nekoč v Parizu in da tam medvedke kličejo žužu. Prav rad mu verjamem, vendar se strinjava, da je Piki lepše ime. Mogoče me bo Piki naučil medvedjega jezika. O tem se še nisva pogovarjala, ker sva oba zelo zaposlena. Piki se mora učiti za šolo, jaz pa moram pisati knjige. To je torej Piki. Kar sem o njem napisal, bom zdaj dal učitelju. Učitelj bo spis prevedel v medvedji jezik in ga pokazal Pikiju. Piki pa bo povedal, kako je z njim zadovoljen. Če mu bo všeč, bom o njem napisal še druge zgodbe. Piki igra šah. Učitelj je rekel Pikiju: Se greva šah? Piki je kot ubogljiv medved pokimal. Postavila sta figure in učitelj je rekel: Če se boš naučil dobro igrati, boš postal še medvedji šahovski velemojster. Piki je spet pokimal. Učitelj je imel bele figure in je potegnil kmeta pred kraljem za 2 poli naprej. Piki je z druge strani napravil enako potezo. Potem je učitelj povlekel lovca in tudi Piki je povlekel lovca. Učitelj je skočil s konjem in tudi Piki je skočil s konjem. Nikar me ne posnemaj, je rekel učitelj, če ne boš kmalu izgubil. Igrala sta naprej in oba naredila malo rošado. Potem je učitelj vzel Pikiju kmeta. Piki se je globoko zamislil. Učitelj je postal živčen. Kaj pa toliko premišljuješ? Požri kmeta pa konec. Piki se je še malo obotavljal, potem pa vprašal: Misliš resno? Seveda, je rekel učitelj. No daj že. Piki je s tresočo se taco vzel belega kmeta in postavil črnega na njegovo polje. Učitelj se je zagledal v šahovnico, Piki pa je pogledal kmeta, ki ga je držal v taci, potem pa skomignil z rameni in ga potihem požrl. Učitelj ni nič opazil in tako sta igrala naprej. Začela sta na veliko zamenjevati figure in Piki je vsako, ki jo je pobral z deske, najprej malo pogledal z leve in desne, potem pa jo je požrl. Polagoma sta se bližala koncu igre. Kljub temu, da je Piki na veliko jedel učiteljeve figure, je bil učitelj spretnejši in tako je Pikiju kmalu ostal samo še kralj s trdnjavama, učitelj pa je imel ob kralju in trdnjavah še kraljico. Zdaj te bom pa matiral, je rekel učitelj in napovedal šah. Piki je v črni kralji begal sem in tja po deski in zašel na nevarni rob. Za silo ga je še branila ena izmed trdnjav in ko je Piki prišel na potezo, se je spet globoko zamislil. Pa kaj spet mečkaš, je rekel učitelj. Saj ti tako nič ne pomaga, matiral te bom in to takoj. Tedaj pa se je Piki odločil. S trdnjavo je napadel belega kralja in medtem ko se je učitelj umikal, je smuknil z deske svojega kralja in ga v trenutku požrl. Pri tem pa je kazal čisto nedolžen obraz. Učitelj se je pripodil s kraljico, podrl Pikijevo trdnjavo in rekel: Mat. Ni mat, je rekel Piki. Kako da ne, je rekel učitelj. Potem pa je opazil, da črnega kralja ni na šahovnici. Ja, kje pa imaš kralja? Se je ravno kar stal tukaj. Skril si ga, sram te bodi, tak šahist, takoj ga daj sem. Ne morem, je rekel Piki. Kako ne moreš, je vprašal učitelj. Požrl sem ga, je priznal Piki.
Žreš lahko samo nasprotnikove figure, ne pa svojih, je rekel učitelj. Vkljub vsemu si torej mat. Greva še eno partijo, zdaj imaš ti bele. Nimam jih, je rekel Piki. Ja pa kako jih nimaš? Požrl sem jih. Šele zdaj je učitelj razumel, zakaj gre. Belih figur, ki jih je Piki pobral, ni bilo nikjer. Ja, zakaj si jih pa požrl? Je vprašal učitelj. Jaz si mi vendar sam rekel, naj požrem kmeta, potem pa sem požrl še druge, je rekel Piki. Ja, kaj bova pa zdaj? Je rekel učitelj. Kako pa naj zdaj šahirava? Piki pa je rekel. Prosi očka, naj ti kupi nov šah. In potem sta oba prišla k meni. Pri zobozdravniku. Pikija je bolel zob in zato smo sklenili, da pojdemo k zobozdravniku. Res da je bolel zob tudi učitelja in tudi mene je cukalo po čeljustih, vendar je bil Piki največji revež. Vso noč se je premetaval po posteli in nič ni pomagalo, da smo mu dajali tople in mrzle obhladke. Zjutraj ga je začelo trgati po ušesih in zato smo ga obvezali z ruto. Končiča rute sta bingljala z glave kot velika uhlja, kot da Piki ne bi bil medved, ampak zajec. In potem smo se odpravili. Po poti je učitelj razlagal, kako se je treba vesti pri zobozdravniku. Zobozdravnik je tvoj prijatelj, je rekel Pikiju. Seveda, je pritrdil Piki. Če te bo malo bolelo, je nadaljeval učitelj, ne kar tako nek tuli, da bo pobegnilo pol čakalnice. Seveda, je zajcljal Piki. Pri zobozdravniku vsak pravi medved stisne zobe in malo potrpi, je končal učitelj. Seveda, je prikimal Piki. Ko smo stopili v čakalnico, je bilo tam že nekaj otrok, medveda pa prav nobenega. Otroci so začudeno gledali obvezanega Pikija, dokler ni učitelj enega vprašal, ali misli, da medveda ne morejo boleti zobje. To je zaleglo in potem ni nihče več bulil Pikija, ki je čisto tiho sedel na stolu zraven učitelja. Bolniška sestra je pobrala zdravstvene knjižice. Ko je prišla do Pikija, ga je malce pobožala in Piki se je hvaležno nasmihnil. Čakali smo pol ure. Potem je sestra skozi vrata zaklicala. Piki Jakob! Odšli smo v ordinacijo. Zdravnik je prijazno pozdravil in vprašal. Kaj pa je s tabo, Piki? Zob me boli, je zajecljal Piki. A bomo že pokazali temu nesramnežu, je rekel zdravnik. Piki je sedel na stol in odprl gobček. Zdravnik je s kovinsko paličico trkal po zobeh in spraševal. Ali je ta? Ali je ta? Piki je odgovarjal nekje iz trebuha. Ne. Potem pa sta naletela na pravega. Ko je zdravnik potrkal po njem, je Piki javknil. Au! A tukaj je torej ne pridi prav, je rekel zdravnik in potipal še s prstom, da bi videl, če se že maje. Pikiju pa se je zdelo, da vidi vse zvezde in v hipu je zaprl gobec. Zdaj je zdravnik zapil au in izvlekel boleči prst. Piki, je strogo rekel. Sva se takole zmenila. Jaz ti hočem pomagati, ti pa me grizeš. Ali je to pošteno? Piki je odkimal. Potem je junaško odprl gobec, pošteno zamižal in preden bi naštel do 3, je bil zob zunaj. Za Pikijem je bil na vrsti učitelj. Njegov zob je bil manj načet kakor Pikijev, zato ga je zobozdravnik samo plombiral. Učitelj se je malo spotil, vendar ni niti enkrat zastokal in tudi ni ugriznil zobozdravnika. Na koncu je hotel zdravnik pregledati še mene, a me v tistem hipu zobje niso niti najmanj boleli in zato sem rekel, da bom prišel raje drugič. Potem so zadovoljno odšli. In ko smo nekaj časa molče korakali, je rekel učitelj. Piki, zakaj pa si ugriznil zobozdravnika? Saj si rekel, naj stisnem zobe, je odgovoril Piki. Spogledali smo se in se zasmejali. Učitelj pa se je obrnil k meni in rekel, gleda ga drugič ne ugrizneš še ti. Je ubogi revček. Spominske knjige. Na lepem so vsi medvedje imeli spominske knjige. Pri pouku je kar naprej nekaj šumelo in krožilo pod klopmi.
In ko je učitelj pri računstvu vprašal Benjamina, koliko je 1 in 1, je ta odgovoril, 1 in 1 je 2, nikar ne pozabi na me. Ne bom, je rekel učitelj in mu je zapisal velik minus v vedenju. Potem je nabral po razredu 8 spominskih knjig in jih zadržal za nedoločen čas. In medtem ko so poparjeni učenci pripisovali s table stavek, med poukom mora biti spominska knjiga v torbi, je učitelj sedel za mizo in listal po zaplenjenem blagu. Najprej mu je prišla v roke Flokijeva knjiga. V njej je bil en sam zapis. Poleg lepo pobarvanega medveda so stale vrstice. Lep in mlad je na tej sliki tvoj prijatelj medved Piki. Tudi ko bo grd in star, ne pozabi ga nikdar. Učitelji so bili verzi všeč, 2krat jih je prebral in malo je manjkalo, pa bi Pikija pohvalil. Vendar se je še pravi čas spomnil, da je učence kaznoval in tako je z resnim obrazom segel po drugi spominski knjigi. Bila je vezana v rdeče usnje in na platnicah je pisalo Timika. Knjiga je bila skoraj polna, nekateri medvedje so se vpisali po večkrat. Na začetku je bila okorno narisana ladjica, zraven pa verzi. Nisem pesnik, ne risar, kaj naj ti poklonim v dar? Za spomin narišem barko, se podpišem stari Marko. Učitelj je požrl slino in listal naprej. Knjiga je bila polna nageljnov, vrtnic in pravljičnih hišic. Pod eno izmed njih je pisalo: tukaj hišica stoji, v hiši deklica živi. Ko na okno se nasloni, se ji Benjamin prikloni. Na naslednji strani je bila v tiskanih črkah ovekovečena modrost Marka I. Timika, mladost je vsaka kakor mehka, gosta dlaka, a medvedu kakor muli, kožuh kmalu se oguli. Kaj takega, je pomislil učitelj. Sledilo je nekaj praznih listov, potem pa sta bili čez celo stran narisani 2 Timiki, ena objokana in ena nasmejana. Spodaj pa je stalo kratko in jedrnato: bodi v sreči, bodi v sili, zmeraj nate misli Filip. Medvedje so že 10. pisali: med poukom mora biti spominska knjiga v torbi. Učitelj pa je začel prebirati Pikijevo knjižico. Pod veliko srebrno raketo je našel verze. Lunibus leti na luno, Piki je njegov šofer. Potnike ima na skrbi zvesti Josip Jupiter. Upam, da ne boste tudi tam uvedla postajališč, je rekel učitelj pri sebi. Medtem je zazvonilo. Medvedje so pospravili stvari in učitelj je moral prenehati z branjem spominskih knjig. Ozrl se je po razredu in vprašal: ste napisali? Smo, so odgovorili medvedje v zboru. Potem pa je vzdignila Timika in rekla: tovariš učitelj, lepo prosim, če bi mi kaj napisali v spominsko. Meni tudi, so se oglasili še drugi medvedje. Mir, je rekel učitelj, bom premislil. Če jih boste imeli med poukom v torbi, potem mogoče. Bomo, so zaklicali medvedje. Mogoče, je ponovil učitelj in odšel iz razreda. Zdaj so te spominske knjige pri meni. Učitelj je rekel, da bi njemu vzelo pisanje preveč časa. Jaz pa bom stresel verze kar iz rokava. Ampak čeprav že ves popoldan tresem rokave, ni iz njih še nič priletelo. Bojim se, da bodo morali učitelj in medvedje še malo počakati. Ja, tele zgodbice o Piki Jakovu so pa prav simpatične. Skoraj v vsaki se prijetno nasmejimo. Predlagam, da tudi vi pokukate v tole knjigo Moj prijatelj Piki Jakob in preberete še ostale zanimive in zabavne zgodbe o medvedku in njegovem učitelju. Če pa si želite slišati še kakšnih drugih zgodbic in pravljic, potem pokukajte med videoposnetki na YouTube kanalu Moj knjižni kotiček, ker čaka ogromno pravljic samo na vas. Lepo se imejte, otroci, in pošiljamo vam
en pikijev. Čau, čau. Še ostal kar tukaj v družbi medvedkov, kaj ne? Še zraven ta knjigico. Evo, zdaj pa le uživajte. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico z naslovom Obuti maček zagotovo že poznate, kaj ne? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo dogodivščinam pravljičnega junaka v klasični pravljici Obuti maček. Pred mnogimi leti je živel mlinar, ki je imel 3 sinove. Njegov mlin je stal na griču, okrog katerega so se na vse strani razprostirala rumena žitna polja. Vetrovi, ki so kar naprej pihali tod, pa so skrbeli za to, da vetrnice in kamni tega mlina nikoli niso mirovali. Leta so minevala skupaj z vetrovi ob tem mlinu, kjer je teklo življenje mirno in spokojno. Ljudem v njem ni primanjkovalo ne jedače, ne pijače. Kaj bi si torej še mnogi želeli? Nekega dne pa je mlinar zbolel. Čuteč, da se mu bliža zadnja ura, je poklical svoje sinove in jim rekel: Poslušajte me, otroci moji, kaj vam povem. Zelo sem star in čutim, da se bliža trenutek naše ločitve. Toda vi ste že odrasli in prepričan sem, da se boste znašli na tem svetu tudi brez mene. Zato mi ni težko umreti. Hudo mi je samo, da vam nimam kaj prida zapustiti. Ob ločitvi lahko izročimo vaše roke samo 3 stvari. Ker pa se nobene ne da razdeliti v 3 enake dele, se boste morali zadovoljiti s tistim, kar vam pripada. In mlinar je zapustil najstarejšemu sinu mlin. Srednjemu je dal osla, najmlajšemu pa velikega sivega mačka. Potem se je starec poslovil od sinov in umrl. Oba starejša sinova sta bila zadovoljna s svojim deležem, samo najmlajši ni vedel, kaj početi s svojim mačkom. Lahko mojima bratoma, je začel tarnati, pogledujoč na svojega mačkona. Njima ne grozi ne beda, ne lakota. Toda kaj bom počel jaz, nesrečnež, s teboj, sivi mišelovec, razen da te zakoljem in si naredim iz tvoje kože kučmo. Ne bodi žalosten, dragi moj gospodar, je spregovoril maček v veliko začudenje svojega gospodarja. Marveč glej, da mi priskrbiš škornje, plašč, klobuk s perjanico in lovsko torbo, potem pa te napravim srečnega in bogatega. Vem, da si star prefriganec, je smeje se odgovoril mlinarjev sin. To najbolj zgovorno dokazuje množica miši in podgan, ki so ti prišle doslej v kremplje. Zato ti zaupam in pripravljen sem izpolniti tvojo željo. Kdo ve, morda se bo še vse obrnilo k dobremu. In mlinarjev sin je povezal svoje borne prihranke v culo in se z mačkom napotil h krojaču. Prosil ga je, naj naredi za njegovega prijatelja lep plašč. Krojač je privolil, nemalo pa se je začudil, ko mu je mlinarjev sin predstavil svojega 4-nogega prijatelja. Čeprav krojač še svoj živi dan ni šival za mačkone, se je hitro lotil dela, ker čudni naročnik ni vprašal za ceno. Lahko kar počakate, je rekel mlinarjevemu sinu, ker bo tako majhen plašč kaj hitro narejen. S plaščem čez roko se je mlinarjev sin potem napotil k klobučarju, kjer se je ponovilo vse tako, kakor pri krojaču. Od tam je mlinarjev sin s plaščem in klobukom, okrašenim z dolgo perjanico, krenil k čevljarju, ki se tudi ni mogel dovolj načuditi čudni naročnikovi zahtevi, nazadnje pa se je le lotil dela in se šil za mačka krasne visoke škornje iz črnega safijana. Brž ko sta prišla iz mesta, je maček za grmom obul škornje, ogrnil žametni plašč in si nataknil na glavo klobuk s perjanico. Tako načičkan je stopil pred svojega gospodarja, ki je sedel na kamnu
in žalostno zrl nekam v daljavo. Maček se ga je rahlo dotaknil s taco in rekel: Kaj praviš, gospodar, kakšen sem videti v tej obleki? Mlinarjev sin je pogledal mačka in moral se zasmejati. Boh me, videti si kot pravi grof. Rad bi samo vedel, kaj kaniš s to obleko in kako ti bo pomagala, da me napraviš srečnega in bogatega. Prepusti to meni, je rekel maček mirno, potlej pa je vrgel lovsko torbo čez ramo in namahnil na bližnjo gozdno jaso. Potem, ko si jo ogledal, je rekel: Tu je pripraven kraj, kjer nastavim past in plen mi ne uide. Potlej je položil torbo na travo, razširil njeno odprtino z vrbovo vejico in položil v torbo prgišče žita. Končno se je skril za bližnje drevo in čakal. Ni trajalo dolgo, že so priskakljale 3 rebice in videč žitna zrna so jih začele zobati, pri tem pa so čedalje globlje lezle v torbo. Tedaj je maček planil izza drevesa, zadavil vse 3 rebice, jih stlačil v torbo, si jo oprtal na rame in jo mahnil naravnost na kraljevi dvor. Tam je zahteval, naj ga pusti pred kralja, češ da prinaša v torbi poslastice za vzvišeno dvorno mizo. Čeprav je imel kralj važne opravke, je imel za takšne obiske zmeraj dovolj prostega časa. Zato je ukazal, naj prišleca takoj pusti preden in sprejel ga je zelo ljubeznivo. Ko se je maček v škornjih bližal kraljevemu prestolu, se je globoko priklonil, obrisal pri tem s perjenico svojega klobuka marmor na tla pred seboj in rekel: Veliki kralj, moj gospodar, grof Karabas, mi je naročil, naj izročim vašemu veličanstvu v znak njegovega spoštovanja nekaj odbranih primerov pernate divjadi iz njegovega bogatega lovišča. Potem je odvezal torbo in vzel iz nje 3 rebice. Kralj, vesel tako nepričakovano osvežitve svoje mize, je takoj poklical kuharja in mu izročil dragoceno darilo, potem pa je naročil služabnikom, naj pospremijo mačka v kraljevo zakladnico in mu napolnijo torbo s toliko cekini, kolikor jih lahko odnese. Ob slovesu se je kralj milostno obrnil na mačka z naslednjimi besedami: Sporoči svojemu gospodarju moj pozdrav in zahvalo za darilo, ki me je prijetno presenetilo. S torbo polno cekinov iz čistega zlata se je maček vrnil k mlinarjevemu sinu. Mlinarjevemu sinu so oči malo da ne skočile iz glave, ko je maček v škornjih stresel preden celo ploho blestečih cekinov. Hotel ga je vprašati, od kod mu tolično bogastvo, pa ni mogel od silnega začudenja izgovoriti nobene besede. Toda to je bilo šele prvo v vrsti presenečenj, ki so čakali mlinarjevega sina. Drugi dan je prišel maček na dvor s 3 rejenimi zajci. Čedalje pogosteje je prinašal darila iz lovišča svojega gospodarja. Ob neki priložnosti je maček v škornjih izvedel, da se kralj dogovarja s princeso, svojo hčerjo, da bi se odpeljala v kočiji na sprehod po okolici. Tako je sklenil izkoristiti to priložnost. Na vso moč je pohitel k svojemu gospodarju in zaklical: Gospodar, če me hočeš ubogati, vedi, da ti sreča ne uide. Pojdi se takoj z menoj kopat na kraj, ki ti ga pokažem. Ne da bi mnogo spraševal, je mlinarjev sin pohitel za mačkom k reki. V tem, ko se je kopal na kraju, ki mu ga je pokazal maček, je prispela kraljeva kočija, v katero sta bila vprežena 2 krasna konja v zlati opravi. V naslednjem trenutku je maček kriknil na ves glas: Pomagajte, pomagajte, milostljivi grof Karabas bo utonil! Zdaj je začel tudi mlinarjev sin klicati na pomoč in kliniti, da mu teče voda v grlo, pri čemer je kdaj pa kdaj tudi izginil pod vodo, tako da so mu molele iz nje samo roke, s katerimi je obupno krilil. In ko je kralj slišal klice na pomoč, je ustavil kočijo in pomolil glavo iz nje. Grof Karabas, je vzkliknil osuplo, da to ni tisti Karabas, ki nam je že večkrat poslal divjačino iz svojega lovišča. Pohitite, rešite ga.
V tem, ko so kraljevi služabniki hiteli proti reki, je lukavi maček skril ponošeno obleko svojega gospodarja v grm, pristopil k kraljevi kočiji, se odkril in globoko priklonil rekoč: Ah, milostljivi kralj, mojega plemenitega gospodarja je doletela še ena nesreča. Medtem ko se je kopal, so se priplazili lopovi in mu ukradli dragoceno obleko. Ker se je vse to odigralo v bližini dvora, je kralj ukazal služabniku, naj izpreže konje iz kočije in se urno vrne na dvor, odkuder naj prinese iz kraljeve sobane najdragocenejšo obleko. Služabnik je oddirjal in se kmalu vrnil na penastem marabcu z obleko za grofa Karabasa, ki je kmalu stopil pred kralja, oblečen v svilo in žamet. Kraljeva obleka mu je imenitno pristojala in ker je bil po vrhu visoke in vitke postave, je bil takoj všeč kraljični, ki je brž prišepnila očetu na uho, naj nemudoma povabi grofa Karabasa na kosilo, kar je kralj rade volje tudi storil. Potem se je grof Karabas z izbranimi besedami zahvalil kralju za izkazano pomoč in za čast, da ga je povabil na kosilo, mu je kralj predlagal, naj prisede v kočijo in se mu pridruži na jutranjem sprehodu. Mlinarjev sin je komaj čakal na to, brž je zlezel v kočijo in sedel k princesi. Medtem pa si je maček, ki je skromno odklonil vabilo, naj sede na gornji sedež v kočijažu, zadovoljno imel tace in tekel pred kočijo, da bi do kraja uresničil svojo lokavo zamisel. Kmalu so prispeli do velikega travnika, na katerem so ljudje prav tedaj kosili. Čujte, kosci, se je obrnil obuti maček nanje. Kmalu se pripelje tudi mimo naš milostljivi kralj v svoji kočiji. Če bi vas vprašal, čigav je ta travnik, mu odgovorite, da pripada plemenitemu grofu Karabasu. Če tega ne storite, vas pretepem tako, da boste svoje kosti v vreči odnesli domov. Kmalu je prispela kraljeva kočija in ko je kralj pomolil glavo iz nje in vprašal, čigav je ta lepi travnik, so kosci v en glas vzkliknili: Plemenitega grofa Karabasa. Medtem je bil maček že daleč pred njimi. Gredoč mimo velikega žitnega polja, kjer so žanci nosili snope v kopice, je zaklical: Poslušajte me, žanci! Kmalu se pripelje mimo v kočiji naš milostljivi kralj. Če bi vas vprašal, čigava so ta žitna polja, mu odgovorite, da pripadajo plemenitemu grofu Karabasu. Če tega ne storite, vas bom požrl ko miši. Videč, da se s tem čudnim obutim mačkom ni dobro šaliti, so se žanci hudo ustrašili in ko jih je kralj mimogrede vprašal, čigava so ta žitna polja, so vzkliknili v en glas: Plemenitega grofa Karabasa. Kralj je zadovoljno pokimal z glavo in se odpeljal naprej. Medtem je maček, čigar delo še ni bilo končano, hitel proti velikemu gradu, mimo katerega naj bi se kmalu pripeljal kralj. Grad je pripadal zloglasnemu čarovniku. Naj da bi le za trenutek okleval, je obuti maček, ki je bil enako pogumen kakor lukav, stopil pred grajskega gospoda in se mu po globokem poklonu začel prilizovati, rekoč: Visoko spoštovani in slavni gospodar, po vsem svetu se je razširila slava vašega imena in vaše čarovniške moči. Zato nisem mogel iti mimo vašega gradu, ne da bi vam izrazil iskreno občudovanje. Toda moja sreča bi bila še popolnejša, če bi se mogel na lastne oči prepričati o vaši čudodelni moči. Slišal sem namreč, da se lahko za šalo spremenite v katerokoli zver. Ali to drži? Ob pogledu na drznega pritepenca se je čarovnik razjezil, ko pa je slišal neznančeve laskave besede, ki so godile njegovemu slavohlepju, pa se je naposled povsem omehčal, molče vzel svojo čarobno palico, zamrmral nekakšne čarobne besede in v naslednjem trenutku je stal pred prestrašenim mačkom ogromen, strašen lev. Maček je ves iz sebe skočil za omaro, odkoder je hrabno brevsknil: Imenitno, sijajno! Samo ne verjamem, da bi se z enako lahkoto lahko spremenili v kakšno majčkeno zverinico, na primer v miško. Ho,
je rekel čarovnik prezirljivo, potem ko je spet privzel človeško podobo. Posmehuješ se mi? In ponovno je zamahnil s čarobno palico in v naslednjem trenutku se je njegovo telo začelo krčiti, bilo je čedalje manjše, dokler se ni naposled spremenilo v majčkeno sivo miško. Ne da bi se le za hip obotavljal, je maček planil nanjo in jo slastno pohrustal. Kmalu se je kraljeva kočija ustavila pred krasnim gradom in še preden je kralj uspel vprašati mlinarjevega sina, čigav je ta prekrasni grad, je obuti maček stekel po marmornatih stopnicah, odprl vrata kraljeve kočije in se globoko priklonil rekoč: Dobrodošli v hiši milostljivega gospodarja grofa Karabasa. Ali smemo v imenu svojega gospodarja povabiti vaše visočanstvo in veličanstvo na skromno zakusko? Kralj je vabilo milostno sprejel in kmalu so vsi sedeli za bogato obloženo mizo, ki je bil čarovnik pripravil za svoje prijatelje. Kralj, ki se je čedalje bolj čudil grofovemu bogastvu, se ni mogel premagati, da ne bi grofu ponudil roko svoje hčerke in polovico kraljevine, na kar je mlinarjev sin komaj čakal. Nato je kralj vzdignil čašo in nazdravil mlademu paru, želeč mu mnogo sreče. Še isti dan je bila na kraljevem dvoru njuna poroka. In po kraljevi smrti je mlinarjev sin podedoval vso kraljevino in obuti maček je postal njegov prvi dvorni svetovalec. Ta visoki poklic pa ga ni motil, da je ne bi občasno mahnil na lov na miši ali podgane, ki jih je bilo na dvoru njegovega gospodarja zmeraj na pretek. Tale domišljijska pravljica je zgodba o uspehu v pravem pomenu besede, kaj ne? Zanimivo, kako je maček z vztrajnostjo in prebrisanostjo uspel uresničiti svoje sanje. Ali pa so to bile sanje njegovega gospodarja? Kdo bi vedel? Otroci, sledite svojim sanjam. Verjemite vanje in slej ko prej vas bo pot pripeljala tja, kamor si želite. Ne pozabite še pokukati v YouTube kanal Moj knjižni kotiček in prisluhnite še kakšni pravljici. Uživajte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnji dan je kot nalašč za novo pravljico. In sicer gre za klasično Disneyjevo pravljico z naslovom Levji kralj. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici. Levji kralj. Bilo je prelepo jutro v afriški savani. Sonce je vzhajalo in postajalo je vse toplejše in na prostranstvo dežele ponosa so se zgrinjale trume živali. Vse so hitele v isto smer. Sloni, antilope, žirafe, zebre. Vsem se je mudilo k skali ponosa, kjer bodo proslavili rojstvo sina kralja Mufase. Današnji dan je bil za vse živali iz savane zelo poseben. Na vrhu skale sta zbrano množico pričakala levji kralj Mufasa in njegova žena kraljica Sarabi. Pristopil je tudi stari pavijan Rafiki, vrač, ki so ga vsi spoštovali, saj je bil izkušen in moder. Zmerom so ga poklicali, kadar je bilo treba voditi kakšen pomemben obred. Rafiki je živali zaprosil za tišino. Potem je levčka dvignil visoko v zrak, da so ga lahko vsi dobro videli. Pozdravite prvorojenca našega dobrega kralja Mufase, je svečano vzkliknil. Mladiču bo ime Simba in bo naš princ. Vse živali so navdušeno pozdravile mladička. A enega člana družine na tem svečanem dogodku ni bilo videti. Kraljev brat Scar je to jutro ostal doma. Bil je ljubosumen na Mufaso, saj si je neskončno želel, da bi bil kralj on sam. Zvesti kralju svetovalec Zazu je odletel v Scarovo votlino, da bi ga okaral.
a Skar je v odgovor le jezno zarjovel. Nenadoma pa je Skar zaslišal strog glas. Obiskal ga je levji kralj. Zakaj nisi prišel in mojemu sinu zaželel dobrodošlice? Je Mufasa vprašal svojega brata. Če ne bi bil ti kralj, bi bil jaz vladar dežele Ponosa. Je srdito odvrnil Skar in mu obrnil hrbet. Nekega dne je oče Simbi razkazal bodoče kraljestvo, deželo Ponosa. Znotraj naših meja smo na varnem, mu je pojasnil Mufasa. A nikoli se ne odpravi v senčno področje za gorskim grebenom. Tam preži na tisoče nevarnosti. Nenadoma je priletel Zazu in kralj je vznemirjeno obvestil, da so deželo Ponosa napadle hijene. Mufasa je jezno zarjovel in Simbi zabičal, naj ostane ob njem. Potem se je pognal proti hijenam in jih pregnal v beg. Simba je bil nadvse ponosen na pogumnega in močnega očeta. Skar je skoval načrt, kako se bo rešil brata in njegovega sina in potem sam postal kralj. Simbi je povedal vse o zanimivem kraju v senčnem področju za gorskim grebenom, pokopališču slonov. Tja si upajo samo najpogumnejši levi, mu je lagal. Vedel je, da bo Simba kljub očetovim svarilom odšel tja, da bi dokazal pogum. In Skarov načrt se je uresničil. Simba je hotel na vsak način videti pokopališče slonov. Odpravil se je tja in svojo majhno prijateljico Nalo nagovoril, da se mu pridruži. Zazu, ki je prijatelja spremljal, ni uspel ugotoviti, kam sta levčka namenjena. Budno je pazil nanjo, a levčka sta se pognala proti čredi zebr. Skrila sta se mednje in tako pobegnila svojemu pernatemu čuvaju. Pokopališče slonov pa je bil resnično grozljiv kraj. Povsod naokoli so ležale kosti mrtvih slonov. In nenadoma sta levčka zaslišala srhljiv smeh in iz velikanske slonje lobanje so skočile 3 bevskajoče hijene. Poglej, poglej, kaj pa imamo tukaj, je zakričala prva hijena. Rekel bi, da našo večerjo, je med zlobnim hihitanjem dodala druga in se pri tem oblisovala. Ne bojim se vas, ne sramnice, je zamomljal Simba. Pretvarjal se je, da ga ni strah, da bi Nalo zaščitil pred zvermi. Ostrozobe hijene so obkolile nebogljenega levčka in ju hotele zgrabiti, ko so se med njimi pojavile velikanske šape in kot nož ostri kremplji. Simbo oče, kralj Mufasa, jih je pognal v beg. Mufasa se je mudil v bližini in pohitel proti kraju, odkoder je zaslišal grozljivi smeh hijen. Preplašene hijene so urno pobegnile, a ena izmed njih se je še ozrla in siknila. Pazi, le pazi, Mufasa, kmalu bomo prevzeli kraljestvo. Mufasa je okaral svojega sina, ker ga ni ubogal. Očka, hotel sem biti pogumen, kakor ti, se je žalostno branil Simba. Kralj pa mu je z nasmeškom odgovoril. Kralj mora biti pogumen, a tudi moder. Poglej v zvezde, sin moj. Slavni kralji preteklosti nas od tam opazujejo. Zmerom ti bodo pokazali pravo pot. In z njimi tudi jaz, ko nekega dne ne bom več med nami. Medtem se je podli Skar spet sestal s prijateljicami hijenami. Še zmerom je hotel postati kralj. Hijenam je naročil, naj bodo naslednji dan pripravljene. Jutri bom postal kralj, je obljubil. In kdor mi bo pri tem pomagal, bo bogato nagrajen. Ko je bil Simba naslednje jutro za trenutek sam, je k njemu pristopil zlobni Skar in rekel. Oče ti je pripravil presenečenje. Počakati ga moraš v prehodu med skalovjem. Obožujem presenečenja, je veselo vzkliknil Simba. O da, največje presenečenje v tvojem življenju bo, je odgovoril Skar in se potuhnjeno nasmihal. Skar je Simbo odpeljal v ozek prehod med skalovjem in mu naročil, naj tam počaka očeta.
Nedaleč stran pa se je pasla čreda divjih gnujev. Na Skarovo znamenje so proti njim stekle hijene in jih pognale v beg naravnost proti Simbi. Levčko je pred podivjanimi kopiti za las uspelo pobegniti na vejo porušenega drevesa. Kralj Mufasa je zaslišal Simbove obupane krike in pohitel je sinu na pomoč. Skar pa je iz skrivališča opazoval bratov prihod. Zlobni načrt se je uresničeval. Mufasa je skočil med gnuje, zgrabil Simbo in ga odnesel na varno. A nenadoma je izgubil tla pod šapami in grozil mu je padec v globino. Opazil je brata Skara in ga zaprosil za pomoč. A Skar ga ni povlekel k sebi, temveč ga je pahnil v prepad. Kralj je zgrmel v globino in izginil pod kopiti ponorelih živali. Čreda gnujev je odtopotala in Simba je stekel k negibnemu očetu. A Mufasi ni mogel nihče več pomagati. Veliki kralj je bil mrtev. Simba ni videl, kako je Skar Mufaso pahnil v prepad, zato je za očetovo smrt okrivil sebe. Bil je zelo pretresen in žalosten. Kaj si naredil? Je srdito zarjavel Skar. Če ne bi bilo tebe, bi bil tvoj oče še živ. Beži, Simba, beži in se nikoli več ne vrni. Simba se je zmeden in nesrečen pognal v beg. Ni vedel, da je za njegovim hrbtom Skar hijenam ukazal, naj pokončajo sina mrtvega kralja. Hijene so se nemudoma odpravile na lov za Simbo, a ta jim je v zadnjem hipu pobegnil v trnovo goščavo. Hijene so lov opustile, preden pa so odšle, so levčka opozorile. Če se kdaj vrneš, ti bo trda predla. Simba je bil za trenutek na varnem, a bil je na neznanem ozemlju in ni vedel, kje poiskati vodo in kaj za podzob. In tudi zavetja pred žgočim soncem ni našel. Zaradi utrujenosti je kmalu omahnil in izgubil zavest. Ko je pozneje spet odprl oči, je mislil, da sanja. Namesto na vročem puščavskem pesku je zdaj ležal v senci dreves in ni bil sam. Prenesla sva te v džunglo, je prijazno rekla Surikata. Surikati je bilo ime Timon. Timonu in njegovemu prijatelju Pumbi, debeli svinji bradavičarki, se je nebogljeni levček zasmilil in odločila sta se, da ga bosta zaščitila. Timon in Pumba sta Simbo naučila vse o življenju v džungli in kmalu so postali najboljši prijatelji. Čas je tekel in Simba je zrasel v postavnega leva. Neke noči so trije prijatelji zrli v zvezdnato nebo in Simba se je spomnil očetovih besed. Poglej v zvezde, sin moj. Slavni kralji preteklosti nas od tam opazujejo. Zmeraj ti bodo kazali pravo pot. In z njimi tudi jaz, ko nekega dne ne bom več med vami. Simba je vzdihnil. Pogrešal je očeta in mater. A nikakor se ni mogel znebiti občutka krivde za očetovo smrt. Ko se je Simba naslednji dan vrnil s sprehoda, je zaslišal prijatelja, ki sta prestrašeno klicala na pomoč. Pumba se je zagozdil pod podrto deblo in Timon ga je obupano poskušal zaščititi pred sestradano mlado levinjo. Simba je pohitel, pripravljen na spopad z levinjo. A zaslišal je znan glas. Simba, si to res ti? Živ si! Bila je Nala, prijateljica iz otroštva. Tudi ona je zrasla in bila je skoraj tako velika in močna, kakor Simba. Nala je Simbi povedala, kako Skar zdaj deželi ponosa vlada kot kralj, kako se vse živali bojijo njega in njegovih hijen. Moraš se vrniti, je vznemirjeno prosila. Ti si naš pravi kralj. Ne morem, je žalostno odgovoril Simba. Nikoli. Simba se ni drznil pred oči materi, saj je bil še zmeraj prepričan, da je kriv za očetovo smrt. Neke noči pa ga je obiskal stari pavijan Rafiki in ga prosil,
naj se zazre v zvezdnato nebo. Simba je med oblaki zagledal očetov obraz. Edini pravi kralj si in tvoja dežela te potrebuje, sin moj, je rekel Mufasa. Vrni se domov. Skar je grdo ravnal z levi in prezenesel ni niti Simbovi materi. Nenadoma so zaslišali mogočno rjovenje. Skar se je ozoril in okamenel. Mufasa? Je šibko izdahnil. Ne, nemogoče, mrtev si. A kraljica Sarabi je nemudoma prepoznala Simbo in z nasmehom zašepetala. Končno, sin moj, vrnil si se, da nas rešiš. Izgini, Skar, je z ledenim glasom ukazal Simba. To je moje kraljestvo. Če ga hočeš nazaj, se moraš zanj boriti, je odgovoril Skar in hijenam namignil, naj napadejo Simbo. Hijene so ga zrinile na rob prepada. Mladi lev je izgubil ravnotežje in obvisel nad prepadom. Obupan se je poskušal povleči na skalo. Takrat se je Skar zahrbtno zakrohotal. Prav tako me je gledal tvoj oče, preden sem ga pahnil v smrt. Ko je Simba slišal njegove besede, je dobil novo moč in se povzpel na skalo. Pognal se je proti brezsramnemu morilcu svojega očeta. Medtem pa so Nala in druge levinje pregnale hijene. Med spopadom je Skar zdrsnil čez rob skale v prepad. Vsega je bilo konec. Pravi kralj je ponovno vladal svojemu kraljestvu. V deželo ponosa se je vrnil mir in prišel je čas, da si novi kralj poišče kraljico. In Simba je dobro vedel, koga hoče za ženo. Zvesto in pogumno Nalo. Tudi Nala je enako čutila do Simbe in ob vseh sklikih živali sta postala par. Kmalu se je Nali in Simbi skotil mladiček. Vse živali so se spet zbrale pod skalo ponosa in stari modri Rafiki je mladička dvignil visoko v zrak. Tako so lahko vsi videli Simbovo ljubko hčer Kiaro. Dobro se je vse skupaj končalo, kaj ne? Ampak otroci, vmes me je nekoliko zaskrbelo, da Simbi ne bo uspelo. Ampak mu je, odločnemu, pogumnemu levu, je uspelo, da je nazaj v deželi ponosa zavladal mir. In sedaj so vsi srečno živeli. In morda živijo tako še danes. Kdo bi vedel? Ja, simpatična pravljica. Če pa si želite slišati še kakšno pravljico, potem le pokukajte med vsemi ostalimi pravljicami, ki v mojem knjižnem kotičku že čakajo na vas. Lepo se imejte, do prihodnjič pa en levji pozdravček. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci, pa smo spet skupaj v mojem knjižnem kotičku. Z današnjo pravljico bomo odjadrali v domišljijski svet dežele Mije. Skupaj s pravljičnim junakom Petrom Panom bomo doživeli številne dogodivščine. Ste pripravljeni? Ja? Jaz tudi. Pa pojdimo. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Peter Pan, ki je napisal škotski pisatelj James Matthew Barrie. Nekoč je živel čarobni deček po imenu Peter Pan, ki ni hotel nikoli odrasti. Vsako noč je skupaj z neločljivo prijateljico Vilo Zvončico odletel do hiše družine Darling v Londonu in pri oknu skrivaj poslušal pravljice, ki jih je mlada Wendy pripovedovala bratcema Johnu in Michaelu. Neko noč pa se je Peter Pan prikradel v notranjost hiše, da bi si odblizu ogledal otroke in njihove igrače. Ker pa je bila njegova senca precej svoje glava, se je skrila v Wendyino sobo. In ko se je naslednjo noč vrnil ponjo, je s hrupom zbudil deklico. Wendy se ni niti najmanj prestrašila
ko je v spalnici zagledala neznanega dečka. Namesto tega je boš vzela šivanko in nit in mu rekla: vem, kako lahko po redni senci preprečiš, da bi ti spet pobegnila. Medtem, ko je nanj šivala senco, se je Peter Pan nečesa domislil. Primi me za roko in odpeljal te v deželo Nije. Vsak večer bi nam lahko pripovedovala svoje zgodbe za lahko noč. Moji prijatelji izgubljenčki bi te bili zelo veseli. Bratcev ne morem zapustiti, je ugovarjala Wendy. Vsi lahko greste z mano, potrebujete samo kanček vilinskega prahu, je rekel Peter Pan in zvončici pomignil, naj okoli deklice potrese čarobni prah in nekaj srečnih misli. S čarovnijo vilinskega prahu in močjo srečnih misli so Wendy, John in Michael poleteli za Petrom Panom in zvončico. Preleteli so mesto in zrli dol na hiše, vrtove, parke in spomenike. Razgled jim je vzel sapo in doživeti je bilo nepozabno. Ravnali so se po zvezdah na nočnem nebu in končno dosegli otok, ko je Peter oznanil: tukaj je dežela Nije. Ali lahko vidite vilinski gozd? Tam čez pa je laguna morskih deklic. Ne približujte se ladji, ki je zasidrana v zalivu. Na njej živijo gusarji. Vodi jih zlobni kapitan Kljuka, ki ima na mesto roke ostro kljuko, je novim prijateljem razlagal Peter Pan. Ko sva se nekoč borila, je padel v morje in roko mu je odgriznil krokodil. Ker mu je bila tako všeč, si ga želi pojesti v celoti in od tedaj ga neusmiljeno lovi. Kapitan Kljuka pa se ga na smrt boji. Končno so prispeli do velikega drevesa, do katerega je vodil skriven prehod. To je bilo skrivališče, ki ga je izdelal Peter s prijatelji, da bi pobegnil kapitanu Kljuki. Darlingovi so se hitro navadili na nov dom in se spoprijateljili z izgubljenčki. A ko so se nekega dne brezskrbno igrali v gozdu, so jih ugrabili gusarji in jih odvlekli na ladjo. Z ujetimi otroki je namreč kapitan Kljuka hotel na ladjo zvabiti Petra Pana, da bi ga zavedno pokončal. Wendy so privezali k glavnemu jamboru, Johna in Michaela pa vsem na očeh zaprli v veliko kletko. Peter Pan je zaslišal obupane klice prijateljev in brž odletel proti ladji. Čeprav je kapitan Kljuka zrl v nebo in oprezal za njim, je dečku uspelo neopazno pristati za kapitanovim hrbtom. Tako je odvezal Wendy in odprl kletko z zaprtim Johnom in Michaelom. Kapitana Kljuko je spotaknil, da je štrbunknil v morje in se znašel iz oči v oči starim znancem krokodilom. Ko so drugi gusarji videli, kako žival vztrajno preganja kapitana, so se predali in zapustili ladjo. Wendy, John in Michael so čez čas začeli pogrešati svoje starše, zato jih je Peter na gusarski ladji odpeljal domov. Srečni otroci so se mu zahvalili in zaklicali: Peter, pogrešali te bomo, kmalu nas spet obišči. Tako. Peter Pan je pa zelo očarljiv, dobrovoljen, poln energije in vedno znova pripravljen na nove in nove dogodivščine, kaj ne? In prav neustrašen je, saj se je podal v boj s strašnim gusarjem, ter jih ukanil in tako rešil svoje prijatelje. Bravo, Peter Pan. Otroci, pobrskajte še med ostalimi pravljicami, ki v mojem knjižnem kotičku čakajo na vas. Uživajte, lepo se imejte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Ingrid in Dieter Schubert, gusar Berto. Ob jezeru je živel gusar Berto. No, pravzaprav ni bil več gusar, kajti bil je že v pokoju. In tudi ladje ni več imel in živel je v hiši, ki si jo je sam postavil. Berto pa je bil pravi godrnjač. Družbe sploh ni maral in je vsakogar, ki je prišel v bližino njegove hiše, takoj pregnal. Takrat je krilil z rokami in vpil: Izginite, vi suhozemci, ki sploh ne veste, kaj je voda!
in zato so se ga prav vsi izogibali. Pa mislite, da je bil tako hudoben? Sploh ne, le sam je bil rad. Po cele dneve je presedel visoko gori v vranjem gnezdu in gledal tja čez po jezeru. In ko si je Berto nekega dne igral gusarske pesmi na svojo harmoniko, je na strehi nad sabo zaslišal ropot. Stekel je ven. In kaj je zagledal? Tam gori, ob dimniku, je stal majhen deček. Ja, 100 morskih pošasti, kdo pa si ti, da mi takoj prideš dol? Je zarobantil Berto. Luka mi je ime, je odvrnil deček. Ne morem dol. In zakaj ne? Je strogo vprašal Berto. Previsoko je odvrnil Luka. Gromska strela, če si lahko prišel gor, boš tudi prišel dol, takoj dol. Luka pa je zajokal. Sprva potiho, nato pa vse glasneje. In Bertu je postalo zelo neprijetno. Tega noben gusar ne bi prenesel. Nič drugega mu ni preostalo, kot da je previdno splezal na streho in se z lukcem v roki spet spustil na tla. O, kako močen si, je občudoval Luka. Kot lev. Kot morski lev, je zagodrnjal Berto. Boš šel še po mojega zmaja? Je vprašal Luka. Tam, poleg dimnika leži. Presneto, je jezno pomislil Berto. Še enkrat na streho. Nejevoljen je ponovno splezal na streho. Tam je res ležal zmaj, ves polomljen. Berto ga je vrgal na tla. Na, tu ga imaš. Luka pa si je žalostno ogledoval ostanke svojega zmaja. In zdaj se poberi, je zarobantil Berto, Luka pa je stekel. Vidiva se, mu je še zaklical čez ramo. Upam, da ne, je zamomljal Berto. Toda zgodilo se je nekaj čudnega. Vsak naslednji dan je Berto pred svojimi vrati našel darilce. Le odkot se jemljajo? Se je spraševal. Nekega dne pa je pred vrati našel risbo, na kateri je prepoznal sebe in Lukca. Najprej ni vedel, kaj bi, nato pa se mu je posvetilo. Je mrmral in si mršil brado. Lepo čakaj. Hitro je poiskal par palic in kos platna in se z veliko vnemo lotil dela. Zvečer je bil že gotov. Zjutraj je odprl vrata. In kdo je stal tam? Luka, kdo pa drug? Berto je hitro skril zmaja za hrbet. A Luka je bil radoveden. Kaj pa imaš to? Novega zmaja vendar, je vzkliknil Berto. Zate sem ga napravil. Luka se je začel smejati. Toda pozabil si nekaj zelo pomembnega. Zmaj potrebuje rep in dolgo vrvico, da lahko leti. Berto se je popraskal za ušesom. No, na to pa sploh nisem pomislil. Čakaj no. Iz hiše je privlekel svojo veliko težko gusarsko skrinjo. Luka mu je pomagal dvigniti pokrov in začel radovedno brskati po njej. Ja, kaj pa je vse to? Je hotel vedeti. To so stvari še iz mojih gusarskih dni, je pomembno odvrnil Berto. Berto je potegnil ven čudno koničasto stvar. Veš, kaj je to? To je meč letečega morskega psa. Srečala sva se v hudem viharju. Poletel je čez mojo ladjo in se zapel v jadra. Nikamor več ni mogel. Z veliko težavo sem ga rešil in bil mi je tako hvaležen, da mi je podaril svoj meč. No, pravzaprav je bil ta že odlomljen. Vidiš, in to je hišica male morske deklice. Dala mi jo je, ko se je preselila. Luka je še naprej brskal po skrinji. Kaj pa je to? To pa je čevelj povodnega moža. Kadar je prišel k meni na obisk, je kar teklo od njega in mi je zmočil celo ladjo. Govoril sem mu, naj se prej otrese, pa je zmeraj pozabil. Luka si je trdno zatisnil nos.
Fuj, kako ti čevlji smrdijo! In ta steklenica, kaj pa je v njej? To pa je velika skrivnost, je odgovoril Berto. To je bila moja najbolj nevarna dogodivščina. Vse preveč razborljiva za takega suhozemca, kot si ti. Jaz pa že nisem suhozemec, plavati znam, da veš. Kaj res? Je bil Berto presenečen. No, naj ti bo, je rekel Berto in iz steklenice potegnil košček papirja. Tu je označen kraj, kjer je skrit zaklad. In prišel sem do njega, viš? Toda čuvala ga je ogromna morska pošast. Ure in ure sem se boril s to zverino. Imela je 4 lovke. Kaj 4? 7 lovk je imela. Hotela me je požreti, pa sem bil močnejši. Dobro sem jih naložil po buči. Ladjo pa mi je vendarle razbila. In od ladje je ostal samo tale košček lesa in nekaj drobnarij. Te bova zdaj porabila za tvojega zmaja. Toda Luka je imel boljši načrt. Odkimal je in rekel: Ne, zmaja bova uporabila za jadro. Zgradila bova novo ladjo in obiskala tvojo morsko deklico, povabila povodnega moža, se borila z morsko pošastjo in znova našla zaklad. Ne vem, se je izmikal Berto. Ti si vendar navaden suhozemec, ti pa na morju ponavadi dobijo morsko bolezen. Jaz že ne, je rekel Luka, jaz znam plavati. Zdaj pa moram domov, jutri se vrnem. Berto ni vedel, kaj bi. Ves zbegan je hodil sem in tja in tudi spal je slabo. In Luka je bil že na vse zgodaj nazaj. S seboj je prinesel svoj mali nahrbtnik. Luka, nekaj ti moram povedati, je znova poskusil Berto. Zdaj nimava časa za to, ga je zavrnil Luka. Veliko dela naju čaka. Nato sta žagala in tesala, zbijala in povezovala. In končno sta bila gotova. Toda Berto je bil ves nesrečen. Ti ni všeč? Ga je vprašal Luka. Ali pa se bojiš morske bolezni? Ne, je rekel Berto tiho. Nekaj veliko hujšega je. Ja, kaj pa je potem? Povej že vendar, je bil Luka nestrpen. Veš, jaz ne znam plavati, je v veliki zadregi priznal Berto. In to je vse, se je zasmejal Luka. To vendar ni nič hudega. Ja, kaj pa, če padem v vodo? Je silno skrbelo Berta. Nič ne skrbi, je odvrnil Luka. Poglej, kaj imam v nahrbtniku. Vzemi, jaz ga ne potrebujem. No, zdaj pa pojdiva. Tako. In sta odšla novim morskim dogodivščinam naproti. Prav simpatičen tale naš gusar, kaj ne? Na začetku je sicer bil kar malce trd in zadržan, potem pa ga je deček Luka le opogumil in skupaj bosta odkrivala vse skrivnosti, ki si jih je gusar Berto kdajkoli lahko zamislil. Super, me zelo veseli. Če vam je bila tale pravljica všeč, potem verjamem, da vam bodo všeč tudi druge pravljice, ki sem jih pripravila za vas. Pokukajte na moj knjižni kotiček in se kmalu spet vidimo. Do takrat pa en morski, čau, čau, lepo se imejte!